Živja družba, spet sem jaz. Za vse, ki me ne poznate, moje ime je Jana in znašli ste se tukaj na mojem kanalu na YouTubu v kotičku z imenom Mehika. Tokratna tema bo amaranto. Ne vem, če poznate to živilo. To živilo ima izvor iz Mehike in sicer tole je ploščica amaranta s čokolado in tole je ploščica amaranta s brusnicami. Diego, ¿lo puedes acercar para que se vea bien? ¿Ya está cerquita? Es que te acercaste y te saliste de la cámara. Perdón. Ahora sí. Tale je z brusnicami in čokolada. Čokolada. To, kar pa vidite, ker ni čokolada, je pa jasno, da amaranto. Jaz tukaj, letos bo že 12. leto, odkar jaz živim v Mehiki. In moram reči, da dvakrat sem vmes imela priložnost potovati v Slovenijo, ne večkrat zaradi tega, ker je to kar ekstremen šport, je kar drag špas in smo trije. Ampak sem opazila, nazadnje sem potovala leta 2016, da je en močen trend zdrave prehrane in zagotovo ste že slišali za izraz super živilo. In amaranto je definitivno eno izmed super živil. Amaranto je zelo, zelo tradicionalno živilo. Že pred mnogimi leti se je pridelovalo v Mehiki. V enem izmed prvobitnih jezikov, nahuatl, ki se govori še dan danes, ima izvor tudi leta in leta nazaj, ampak v njihovem jeziku se reče amaranto huatli. Kot sem že omenila, je to živilo že dolga leta obstaja tukaj v Mehiki. Dejansko je že iz prehispanske dobe, se pravi, preden so Španci osvojili Mehiko, in se domneva, da je to bilo 5 do 7 tisoč let nazaj. No, v starih časih so to rastlino izkoristili mogoče bolj, kot jo dan danes. Mogoče, ne vem, ni toliko tipično, no, kako se jo danes uporablja na isti način. V starih časih je rastlina služila kot zelenjava in so jo uporabljali za tamales. In vam bom predstavila tudi to jed v enem izmed prihodnjih videov. Tole zrno, ki je pa del tele ploščice. No se ve. Zrno, ki je del te ploščice, se je pa zmlelo in se je pripravila ene vrste moka in z te moke so se naredile ene ploščice, ki so se pa potem lahko jedle na potovanjih, je dalj časa bilo uporabno živilo. So pa tudi ta ista zrna so pripravila z neko mešanico medu in so naredili razne figurice, ki so bili pa v čast njihovim bogovom. Se pravi, pred osvojitvijo Špancev je bilo to res neizmerno pomembno živilo. Je imelo enak pomen kot fižol, čile, koruza in bučke. No, za amaranto so se začeli težki časi po prihodu Špancev v Mehiko. In sicer so oni prepovedali kultiviranje, se pravi pridelovanje amaranta. Nič niso imeli proti živilu, ampak njihova težava je bila zaradi tega, ker so uporabljali za razne rituale. Kot sem že rekla, so izdelovali razne figurice v čast bogovom in zaradi tega je bil amaranto v nemilosti, ko so bili Španci v Mehiki. No, v današnjih dneh je pa amaranto spet postal zelo popularen zaradi izjemnih lastnosti kot živilo in ima cel kup prednosti za vse, ki ga uživajo. Moram reči, da amaranto se res dobi povsod, ne vem, na tržnicah, v trgovinah. V Mexico Cityju ga na primer prodajajo v metroju in so take ploščice, tukaj sicer vidite okroglo, ampak tam v Mexico Cityju prodajo pa takole v obliki pravokotnika in dve take se lahko kupi za 5 pesosov, to je, ne vem, 25 centov. In zadeva je tudi popularna, ker je praktična, ker lahko kar tako namesto kakšne čokoladke, na primer, jo poješ za prigrizek. Niso drage in veliko ljudi to prodaja za preživetje. In se mi zdi, da veliko ljudi, ki to zadevo uživa, sploh ne ve, kakšno čudovito živilo je in kakšne prednosti prinaša uživanje tega živila. To živilo je tako zelo odlično, s takimi prednostmi, da jih celo NASA uporablja za svoje astronavte. Zakaj je tako zelo
Zakaj je tako zelo dobro živilo? Zakaj se smatra, da je to super živilo? Ena izmed stvari je, da vsebuje visoko količino proteinov, veliko železa, kalcija, ki je odličen za naše kosti in zobe. Vsebuje tudi visoko količino vitaminov A, C, D in K. Vsebuje tudi visoko količino folne kisline. Ta je zelo, zelo pomembna v nosečnosti za pravilen razvoj ploda. In jasno, da ima še več odličnih snovi. In zaradi vseh teh snovi, ki jih vsebuje, ima pa jasno pozitivne učinke na naše zdravje. Eno izmed njih je to, da redno uživanje amaranta lahko prepreči razvoj diabetesa. Izboljšuje tudi funkcije možganov. Uživanje amaranta je tudi odlično za prebavo. Redno uživanje amaranta pomaga pri zaprtosti. Redno uživanje amaranta prav tako znižuje vrednosti holesterola, nezdravega seveda. Zaščiti tudi kožo. Redno uživanje amaranta poleg jasno, da ostalih preventivnih aktivnosti lahko prepreči razvoj raka. Zaradi visoke vsebnosti železa jasno, da tudi lahko prepreči razvoj slabokrvnosti. In visoka vsebnost kalcija v amarantu preprečuje razvoj osteoporoze. Amaranto se lahko uporablja na različne načine. Tukaj sva zasledila, da se lahko uporablja v tortillas, jaz iskreno povedano še nikoli nisem videla. V tamalesih, ki tudi nisem videla. V slaščičarstvu in v ostalih izdelkih. Jaz, kar sem videla, so te pač ploščice. Lahko so samo ploščice amaranta. Na Metroju, na primer, tiste, ki so najcenejše, so običajno ploščice amaranta z rozinami. Ali pa so lahko ploščice amaranta z rozinami, z orehi, z bučnimi semeni, te so malenkost dražje. V tem primeru je s čokolado, to sem tudi že videla, ali pa takole z brusnicami, to sem zdaj prvič videla, iskreno povedano. Lahko se pa dobijo zrnca amaranta posebej in se potem lahko s kakšnimi kosmiči to je. Ali pa potem se pripravi lahko napitek, tukaj se reče agua de horchata de amaranto. In sicer se pripravi iz mleka in amaranta. Postopek je majčkeno zapleten, zaradi tega ga ne bom tukaj pač opisala. Ampak mislim, da je najlažje, če se ga poje kar v teh narejenih ploščicah ali pa če se ga v kakšne kosmiče ali pa jogurt zameša, kar take, kot so tele pikice. Amaranto je taka zelo hvaležna rastlinica in se v bistvu lahko kultivira v različnih razmerah. Tule v Mehiki je nekaj držav, ki so znane po tem, da se pridobiva amaranto, in sicer je Mexico City, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala. ¿Se me olvidó algo, Diego? Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla. Puebla. Michoacán in Oaxaca. V bistvu bi se ga lahko kjerkoli skoraj pridobivali. Je pa res taka, se pravi, zelo hvaležna in nezahtevna rastlinica. Moram pa reči, da je tukaj v Mehiki, da je tudi zelo, zelo poceni, še zlasti, če človek pomisli, kakšno visoko hranilno vrednost ima. Je zdaj prispevek zanimiv spet enega od živil, ki izhaja iz Mehike. Slišala sem od prijateljic v Sloveniji, da se ta zadeva zdaj lahko najde v kakšni trgovinici za zdravo prehrano. Ne vem, bi me zanimali, če jo uživate, če ste jo kje videli in če bi vas zadeva zanimala za uživanje, pač zaradi vseh teh prednosti, ki jih ima. Zaenkrat vam pošiljam lep sončen pozdrav, zagotovo ste videli, da se zdaj pražim tukaj na soncu. Pri nas je zdaj že zelo, zelo vroče, v bistvu je najbolj vroč del leta, ker pred veliko nočjo pač se začne temperatura dvigovati in v bistvu gremo iz zime kar direkt na tole vročino, ampak jaz imam rajš vročino kot zimo. No, se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!